To je oddaja na Coinu, portala Decrypt in z vami sva David in Stane. V njej razpravljava o Bitcoinu na preprost način. zelo po domače. Če ti je v družbi nerodno vprašati, vprašaj naju in posnela bova odgovor. Piši na info@decrypt.com. Danes pa imamo eno hitro epizodo. Kako hitro? V času enega bloka. Zelo hitro. 10 minut. Čas je bloka, 10 minut. No, No, se dajva nama hitro. mudi. Ajde. Dejva. Hvala te prvo vsem rekačem, Ja. ki ste naju podprli na Nostru. In sicer Milan, Matevž in... A se še spomniš? Ja, Daj, da vidim. Janko. In Matej. Hvala. Bog vam ohrani dobro navado. Vsak dan prosim. Ok, naprej? A ja, sorry. Stane, kako si? V redu, pa ti, David. Sem bil že boljši. Ampak, ko snemava, je zmer luštno. Ja, res je. Kje sva zdaj? Se pravi, zdaj pa sva se zahvalila. Hvala tudi za feedback, ki ste nam ga dali, da narediva eno epizodo ali pa več epizod na temo zasebnosti. Hvala tudi opravičujeva za cmokanje. Bova to skušala izolirati, kolikor se bo le dal. Danes sva že jajca jedla pred epizodo, Ja, 3. dvignila mikrofone. Brada Malo gor. sproščen vrat, Ja, suh, tako Ja. sušila zrak v sobi. pozabila sva na vodo, ampak nimava cajta. 10 minut sva rekla, Samo dajmo naprej. res, tudi pijeva nič ne. Ne. Nagovor poslancem Evropskega parlamenta, slovenskim. Ja, Zakaj? zato, da bodo glasovali proti chat kontrolu. Ja, in to sem že naredila, dajte še vi. Zato, da res preprečimo, da bi posegali v našo zasebnost. In sicer to naredite na fightchatcontrol.eu, link bova dala v opis. Zelo preprost, tam imate, koliko je naših 6, 8, 9 poslancev, 2 sta že proti, Grims pa še ena gospodična, če se ne motim. Ostali so še neizjasneni, dajte prosim njim poslati. Imate že vse predpripravljeno, tekst, vse, kar morate narediti, je poslati e-mail na njihove naslove. Super. Naslednja stvar, še en evropski ponudnik iz Švice, Ja. ProtonMail, ki ga mnogi upam poznate ali tudi uporabljate. Očitno postaja en tak honeypot, kako se temu Ja. reče po slovensko. Tarča za, hočeš reči, te Past. tri črkovne Ja. agencije, da bi Ameriške, ja. podatke dobili tam. a ne? Namreč v Koreji se je zgodil incident z blokiranjem e-mail računov dvema južnokorejskima novinarjima, ker sta preiskovala hekersko operacijo, ki je prizadela tudi omrežje južnokorejske vojske in vlade. Seveda sta svoje delo razkrila, se pravi, sta bila white hat novinarja in sta razkrila uporabo ProtonMaila. KRCERT, to je Korejska agencija za varnost na spletu, je tudi prejela njuno prijavo o tem nekem hekerskem incidentu in je očitno menda ona, na ProtonMail poslala zahtevo po blokiranju računov. ProtonMail je gladko blokirala račune in potrebno je bilo kar nekaj časa in pritožb novinarjev, da je ProtonMail znova odblokiral računa tem dvem aktivistom in s tem se je pojavil dvom v to, da ProtonMail deluje neodvisno, da ponuja bolj zaseben e-mail oziroma komunikacijski račun. In da v bistvu nekako hoče slediti regulativi, ki obstaja Ja. v svetu strani vlad. Ne? In izpostavil se je tudi problem, da kljub temu, da je vsebina mailov lahko kriptirana, kriptirani pa niso metapodatki in ti metapodatki so očitno na voljo ne samo ProtonMailu, ampak jih ProtonMail izdaja drugim. ProtonMail je bil na začetku svojega delovanja zelo transparenten in je javno objavljal, kdo od njih zahteva podatke o uporabnikih in komu so jih odobrili oziroma poslali in komu ne. Takrat se zelo spomnim njihovih trditev, da smo poslali tudi to, kar dokaz, da nimamo dokaza, da nimamo vsebine, ampak kot sem rekel, tarča preiskovanja ni samo vsebina komunikacije, ampak tudi metapodatki. Kdaj je poslal, kdo je poslal, kolikokrat je nekdo nekaj poslal, Sprav lokacijo, IP-je. Neki vzorci, ki lahko Tako. povejo praktično vse. Tako. Okay, to se pravi, tudi proton ni to, kar smo na začetku mislili, Ne, da je. No, to bova pokrila pri zasebnosti v Ja. ena od naslednjih oddaj. Nekdo je izrazil to željo, tudi midva imava željo, da se kaj naučiva, zato bo naredila to oddajo. Ne? Ja. No, naslednja stvar, Revolut. A si kaj v ZDA pošiljal, ali pa kaj prejemu iz ZDA dolarje ali pa kitajske? Ne, tega jaz nimam. Nimaš. Ne, Okej. okay. $10. No, tisti, ki ZDA. nekateri Slovenci so imeli težave z tovrstnimi transakcijami, če so hoteli jih delati, ker je bila Slovenija uvrščena na listo Črno listo. prepovedanih črno listo držav,
s katerimi dela Revolut, oziroma s katerimi dejansko dela njihova partnerska banka v ZDA. In to se je sicer razrešilo po nekih intervencij naših državnikov, in Revolut je zdaj, oziroma partnerska banka, je Slovenijo dala iz te liste. Kaj nam to pove? Uporabljamo cash in bitcoin. Absolutno. Ampak, če se je to zgodilo v neki banki v ZDA za evre, zakaj se to ne bi zgodilo drugi banki, mislim za dolarje, zakaj se ne bi to zgodilo neki drugi banki tukaj pri nas? Tako je. Na tvoj račun, oziroma Slovenijo, dajo na črn seznam, s tem, da na koncu rekli, da sploh niso vedeli, zakaj je do tega prišlo. Zapravi, ena stvar je to, ali je to človeška napaka, pa sploh ne vejo, pa prizadanejo pač nekoga, ki hoče narediti transakcijo, ali pa vse Slovence, ki hoče narediti transakcijo, ali je pa to pač namensko tako bilo, ne? In če lahko to naredijo, zakaj ne bi bili mi tudi na tem istem lahko v nekem trenutku. Podobno, ni čisto podobno, tudi Čakaj, Tajska. moram še povedati pred Tajsko, da rešitev ni bitcoin na Revolutu, ampak je bitcoin v lastniških denarnicah. Ne? Bitcoin na Revolutu ni vaš, to sploh ni Tako, bitcoin. Tako, Samo v lastniških denarnicah. tako. No, zdaj pa na Tajsko. To je reklama za Bitcoin Shop. Mater direkten. Kaj pa tam dobiš? Ledger, Trezor, Bitbox, kar si zaželiš. A to so denarnice? Strojne denarnice. Še kaj? Knjige, recepte, križanke, kape, šale. Kakšne šale? Slabe, kašne pa. www.bitcoin-shop.si Ali www.bitcoin-shop.si. Pejva pa zdaj še na Tajsko. Tam je pa, kaj je to, Tajska centralna banka zamrznila 3 milijone računov, in sicer te računi ne bili povezani z računami mul. Mule so pa uporabniki, ki ne vedo, sodelujejo pri prenosih denarja nekih na ciljne račune, s tem, da skušajo zabrisati sledi Se pravi, oziroma izvor. Ne? če meni nekdo vdre v bančni račun in prek mojega računa prenese nek denar, sem jaz mula. Recimo. Okay. In kaj mi pol centralna banka Tajske naredi? Mislim, v tem primeru so uporabnikom omejili, koliko visoke transakcije lahko izvajajo. In sicer glede na profil, ki so ocenili, da bi bil najbolj ranljivi za to, se pravi, so to starejši ali pa mlajši. Se pravi, se je kar banka odločila, koliko lahko nekdo prenese maksimalno. Ja. Verjetno so tudi časovno kaj omejili. Rekli so, imaš mesečne limite ali pa transakcijske limite, se pravi na posamezno transakcijo, ne? So pa časovno ta ukrep rekli, da bo to do konca leta 2025 trajalo. Rekel si, da so zamrznili 3 milijone računov, ampak uravnilovko so pa uveljavili za 120 milijonov računov. Ne vem, to pa... Klele vidim, drži. Se pravi, tudi če ti si povsem sposoben upravljati svoj račun, si lahko padel v takšen profil uporabnika, ki so oni mislili, da je tvegan, da boš pač zlorabljen in imaš iste omejitve. Ne? David, imaš mogoče kakšno rešitev? Jaz sem enkrat slišal za Bitcoin, pa za gotovino. Bitcoin in gotovina. Ja. No, ampak ne samo Tajska centralna banka, tudi malo še klele bližje, ne? Katero? Angleška centralna banka predlaga, da bi posamezniki lahko na svojih računih stabilnih kovancev ohranili le vrednost med 10 in 20 tisoč funtov zaradi sistemskega tveganja. David, v čem je rešitev? Rešitev je v Bitcoinu. Tako je, in v cashu. Tako. Kaj pa je s tem Bitcoinom? Te rudarji, ki rudarijo, kaj počnejo z njim? Rudarijo več ali manj? Nič ne vem, kva delajo te rudarji. Jaz sam vem, da zdaj so neke jote. Jote, pa sekstiljoni. Ja. Skratka, procesorska moč Bitcoin omrežja ali pa računalniki, ki rudarijo Bitcoin, je na novi rekordni ravni. In sicer so rekli, da je v zadnjem tednu v povprečju to kar zeta hash, kar pomeni sekstiljen hashov na sekundo. Ne znam si predstavljati, to je preveč veliko nul. Tudi ta trenutek je čez en zeta hash. Kar pa opazim pri recimo grafu hash rate od začetka rudarjenja, je, da gre graf eksponentno navzgor, povprečje gre eksponentno navzgor, medtem ko pa ta trenutni hash rate močno oscilira. Aha. Ta amplituda je vedno večja. Enkrat bi se mogla spet pogovoriti s Starmanom, kaj to pomeni. Zakaj ta hash rate v danem trenutku tako močno skače? Kaj vpliva na trgu, ne? Ja, cene, je to neka sezonska nihanja, a je nekje ful vroče, pa morajo rudarji zmanjšati. Veš, kaj lahko poveva? Da zdaj lahko vsak od nas kupi miner, tudi v Evropski uniji. Povej več. Mining je šel ven iz Evropske
Ja, tudi malo roke, recimo. Majnik je šel ven iz Evropske unije zaradi noro drage elektrike, ne, ker imamo strokovnjake, kot so golobi na vladah. Ja? Ampak te mini naprave iz družine Bitex, Nerdex in podobne, za nekaj 10 evrov, 100 do 500 evrov stanejo te napravce, proizvedejo kar nekaj hash rate, preklopimo jih včasih so jih na USB preklapljali, zdaj se jih preklaplja na nek napajalnik, porabijo kaj med 20 do 70 vatov energije in vsakih 10 minut ti lahko z 1 do 5 terahashov sodeluješ v rudarjenju Bitcoina in lahko dobiš blok. Hočeš reči, da je verjetnost majhna, da bi to dobil, ampak imaš pa se pravi, verjetnost še vedno je, da dobiš blok, plus da se ogrevaš. Ja, to ogrevanje je še majhno, ker to je res majhna poraba energije. Ja, Za ogrevanje bi bilo pa jih moraš ful več kupiti. Ja, ali več kupiti, ali pa kupiti en resen miner, ampak bo res mogel biti največji benefit ogrevanje. Verjetnost, da bo zadev blok je majhna, predvsem je pa zanimiv, ker se loterija začne vsakih 10 minut. To je cool, ne samo enkrat na teden, ali koliko je ta slovenska. Tako. In vidim tudi, da Bitcoin Shop to že prodaja. Stane, zakaj gre hash rate gor? Zato, ker se v omrežje priklaplja vedno več minerjev. In zakaj to delajo, misliš? Ja, po moje verjamejo, da bo šla cena Bitcoina gor, ker jim mora nekdo plačati tisto elektriko. Prokleti kapitalisti, ej. Sam res. Samo zaradi denarja, ne? Ja, vemo, kaj moramo narediti, ne? Kva? Ostanite na coinu in zberite satošije. Ali pa obratno, zberite satošije in ostanite na coinu.